Lep pozdrav iz strani BeBetter tima, dobrodošli v prednostni oddaji, k kateri so vas povabili vaši prijatelji, znanci, poslovni partnerji, z namenom, da seveda prednostno prejmete določeno pre-launch informacijo, ki jo lahko izkoristite ali pa tudi ne. Na nas je, da vam podamo kvalitetno informacijo, na vas je pa, da zase sprejmete najboljšo, najprimernejšo odločitev. O čem se bomo sploh danes pogovarjali? Dejstvo je, da globalno masa ljudi nakupuje in nakupujete, predvidevam, da tudi vi. Ko govorimo o vsakodnevnem nakupovanju v stroških, dejansko je to nekaj, kar danes je postalo del vsakdana, pa ne samo vas, ne mene, ampak del vsakdana praktično čisto vsake živeče osebe na tem planetu. 7,7 bilijonov evrov prometa se je dejansko odvrtelo v lanskem letu praktično globalnega nakupovanja samo z prehrambenega sektorja. 1,7 bilijona evrov prometa pa se je v lanskem letu obrnilo preko tako imenovanega spletnega segmenta. Ko pa govorimo o kumulativi nakupovanja, ki ga izvajajo ljudje vsakodnevno, pa govorimo o dejstvih, da že leta 2015 se je globalno odvilo kar 73,502 trilijona, kar pa seveda ne pomeni veliko, dokler ne vidiš, koliko ničel je v praksi odzadaj. Govorimo o resnično gromozanskem prometu. In vprašanje na tej točki se postavlja, ali je ta številka zanimiva za vas, če bi vi lahko delček od te številke prejeli v svojo denarnico. Ja, pravilno ste slišali, torej delček od prometa globalnega nakupovanja bo dejansko v bodoče šel preko posebnega marketinškega kanala, zaradi katerega lahko vi delček prejmete od tega volumna. Ko govorimo o podjetju, ki je relativno mlado na tržišču. Podjetje je od 2003. leta praktično razširilo svoje lovke in osvojilo 47 držav in je ta trenutek že prisotno na vseh kontinentih tega sveta. Partnerskih podjetij sodelujočih ta trenutek je več kot 75 tisoč in govorimo o več kot 800 največjih mednarodnih svetovnih gigantih. Spremnih mest, kjer ta projekt deluje, pa je več kot 360 tisoč in ta trenutek že govorimo o hudo preko 7 milijonov uporabnikov, ki z veseljem koristijo prednosti in ugodnosti ter avtomatsko še s svojim vsakodnevnim nakupovanjem, torej stroški prihranijo in po drugi strani avtomatsko pomagajo tudi otrokom in družinam v stiski in pa fundaciji Greenfinity, ki avtomatsko izboljšuje situacije na tržišču, torej govorimo o ohranjanju narave kot take, kot je bila nekoč. Torej, ko govorimo o letu 2020-2025, ima družba projektni načrt osvojiti 1 milijardo uporabnikov. Torej, dejstvo je, da sama družba je kredibilna, verodostojna, večkrat certificirana in zato je zelo pomembno, da tudi razumete, kaj pomeni Cashback World. Cashback World je dejansko tehnični partner, ki na eni strani omogoča uporabnikom tako imenovane kartice, cashback kartice, dejansko povračila pri tistih nakupih, ki jih ljudje tako in tako izvajamo. Kar je fenomenalno. Prejemati denar nazaj pri vsakem nakupu, mislim, da je logično, interesantno vsakemu potrošniku. Po drugi strani pa je Cashback World tudi partner za tako imenovana mala, srednja, mikro in tudi makro podjetja, kar je zelo pomembno, da tovrstni programi lojalnosti omogočajo vpeljavo programa, ki ne deluje zgolj pri njih, ampak deluje globalno. In to je za vsakega podjetnika absolutno interesantno, še posebej pa za kakšne klube, zveze in tako naprej. In ko govorimo o velikih klubih, zvezah in organizacijah, pa govorimo o tretji White Label Solution projektu, ki ga Cashback World izvaja, to je pa dejansko megalomastičen projekt, ki bo v praksi pokril planet s karticami. Tovrstni program pa dejansko pospešuje tako imenovani Lyconet marketerji. To pa so seveda ljudje, ki so razumeli, da govorimo o oddaji globalnega tržišča nakupovanja in se bodo seveda posvetili temu projektu bolj resno, pridobili znanje in pričeli mogoče celo profesionalno opravljati tovrstni projekt. Ko govorimo o sami družbi, govorimo o worldwide projektu, ki je prisoten več kot 47 državah in ga lahko razdelimo na 3 sektorje. Prvi sektor je tako imenovan Cashback World, torej namenjen predvsem uporabnikom. Drugi sektor je Lyconet World, torej svet
razvoja in dodatnih prihodkov, torej Lajkonet marketerjev, in pa tretji svet je tako imenovan managing, kjer pa dejansko ima Lajkonet marketer kot premium Lajkonet marketer možnost globalne soudeležbe na promet, ki se razvija praktično sam. Torej, poglejmo si najprej Cashback World. Masa ljudi ima maso kartic v denarnici, predvidevam, da tudi vi, in če jo imate, mi dajte preprosto odgovoriti z enim odgovorom, ali vaša kartica A trgovca deluje tudi pri C trgovcu. Odgovor je ne. In druga stvar, ki je zelo jasna, ugodnosti od A trgovca k C trgovcu tudi ne morete prenašati, in pa kar je še bolj zanimivo, nekatere kvartalno, nekatere pa letno ugodnosti tudi zapadejo oziroma propadejo. Kaj ne bi bilo boljše imeti eno unikatno, univerzalno kartico, ki jo lahko imate tudi na telefonu in z njo prejmete do 5% gotovinskega povračila na vaš račun. Ali bo to nakupovalni, ali bo to dejansko vaš bančni račun, to boste seveda odločili sami. Ampak govorimo o istem nakupovanju, ki ga tako in tako že opravljate. Poleg tega pa seveda je ta projekt Cashback Worlda omogočil uporabnikom, da pri istem nakupovanju prejemajo tudi tako imenovane nakupovalne točke, poimenovane shopping point, ki pa v vrednosti 5 do 10 evrov omogočajo neverjetne prihranke znotraj razpisanih partnerskih ponudb, ki jih imenujemo shopping point deal ponudbe. Torej, če pogledamo nakupovalno košarico vas ali pa ljudi globalno, lahko hitro ugotovimo, da ljudje vsakodnevno trošimo kar precej denarja. Za hrano, gorivo, elektriko, zavarovanja, telefonijo, mesarji, peki, frizeri, potovanja, avtomobili, stroški vzdrževanja in tako naprej, se boste verjetno z menoj strinjali, da v povprečju vsaj 500 evrov na družino se zagotovo mesečno potroši. Če to seštejemo v letu dni, je to 6 tisoč oziroma v 10 letih kar 60 tisoč evrov fiksnih izdatkov, katerim se v praksi ne moremo izogniti. Torej, kaj danes prejmemo zato, ker imamo fiksne stroške? Odgovor je nič, mogoče kakšne točke, žogice, nalepke, to je pa tudi vse. Od zdaj naprej lahko pri tem istem prometu dejansko prihranite. Zakaj? Ker cashback do 5% ne bomo uporabljali zdaj matematično ne 5, ne 4, ne 3, ampak samo 2% cashbacka bi to za vas pomenilo pri istih stroških že 10 evrov mesečnih prihrankov. Kar pomeni v enem letu 120 evrov oziroma v 10 letih lep zalogaj denarja. 1200 evrov samo zato, ker nakupujete pri partnerjih, ki vam dodatno omogočajo Cashback World ugodnosti, torej cashback program. Druga zadeva pa so tukaj nakupovalne točke. V povprečju dejansko od 1 in vse tja do 25, celo tudi več, nakupovalnih točk prejme uporabnik na 100 evrov prometa. Torej seveda tudi na 5 evrov prejme torej shopping pointe, vendar merjene v 0,000. Torej jasno je, da pri 100 evrih cirka 2 shopping pointa, mislim, da je realna računica, pomeni, da uporabnik pri 500 evrih prometa prejme 10 shopping pointov mesečno, ki pa jih porabi za 5 do 10 evrske akcijske deals ponudbe, kar pa pomeni, da prihrani še dodatno 100 evrov mesečno. V kumulativi to predstavlja 110 evrov oziroma v obdobju 10 let dejansko to predstavlja kar 12 tisoč evrov denarnih povračil in prihrankov skupaj. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da dejansko z registracijo brezplačno in ciljnim nakupovanjem lahko v praksi v družini mogoče že imate nekaj položnic trajno mesečno urejenih. Kar je ključno za Cashback World člane, pa je to, da dejansko, ko nakupujemo, prejmemo tako imenovani cashback in pa nakupovalne točke na 3 možne načine. A, tam, kjer kartica deluje, torej preprosto pokažemo in profitiramo. B, pri trgovcih, ki deluje preko nakupovalno-darilnih bonov, ki jih je v praksi nekje cirka 1% globalno, dejansko prednostno naročimo nakupovalno-darilne bone preko spleta ali še bolje kar z avtomatskim mesečnim naročilom in logično potem s temi boni plačujemo pri trgovcu. Na ta način koristimo še trgovčeve ugodnosti in dodatno zaradi bonov, ki smo jih naročili preko Cashback World programa, profitiramo. Tretja možnost pa so spletni nakupi. Spletno ogromno ljudi nakupuje vsak dan več. Dodatno prihraniti, recimo pri eBayu, AliExpressu, Bookingu in tako naprej, mislim, da ni tema, da nas do tega loči le 2 klika.
Torej, cashback in shopping pointi absolutno interesantni in kateri trgovci sodelujejo globalno, lahko v meniju cashback svoje tako imenovane cashback world spletne pisarne si preprosto s klikom na lupico pregledate po državah, pregledate kako trgovci delujejo, ali delujejo, koliko imajo cashbacka, koliko imajo shopping pointov. Za tiste, ki pa imate telefone moderne dobe, pa si naložite Cashback World aplikacijo in dejansko z njo v praksi vidite kjerkoli, kadarkoli, kateri trgovci so v bližini, kakšne ugodnosti ponujajo in preko Google Navi se v praksi tudi do njih zapeljete. Svoje ugodnosti v svoji spletni pisarni cashbackworld.com lahko spremljate v meniju Moje ugodnosti in na ta način vidite, koliko cashbacka in koliko shopping pointov se vam je zbralo. In nemudoma, ko se vam tedensko zbere več kot 5 evrov cashbacka, vam ta sistem v torek pošle avtomatično brezplačno SMS sporočilo in že v sredo je denar na vašem računu. Torej od zdaj naprej bo torek dan, ko boste vsaj malce se nasmejali zjutraj med 7:30 in 8:30 uro. Torej masa nakupovalcev, ki se zdaj združuje z eno tako imenovano Cashback World kartico, predstavlja na tržišču vsak dan večjo moč. In zagotovo trgovci želijo te uporabnike pri sebi. Torej imajo preprosti dve izbiri. Prva izbira je, da postanejo partnerji Cashback World programa, druga izbira je, da ne postanejo Cashback partnerji programa. Kje se bo zadeva spremenila? Spremenila se bo v tem, da uporabniki Cashback Worlda vedo, koliko prihranijo in da zagotovo, če niso na listi, ti tovrstni trgovci, se pri njih ne bo dogajalo to, kar se bo dogajalo pri tistih, ki so na listi. Kaj pa se bo v praksi dogajalo? Dogajalo se bo to, da partnerska podjetja že v preteklosti so, oziroma podjetja kot taka so v preteklosti že veliko denarja zapravljala za oglaševanje in marketing in tovrstni denar ni zadev ciljne targetne skupine. Zdaj se zadeva spremeni. Nemudoma, ko so postali partnerji, za nekaj 100 evrov, ne za par milijonov evrov, ampak za nekaj 100 evrov, se k njim začnejo usmerjati nove stranke. Zakaj? Je zato, ker iščejo ciljno, kje bi lahko cashback tudi prijeli. Stalne stranke postanejo logično, če je njihova storitev dobra, z dvakratnim razlogom. Prvič, ker je dobra in pa drugič, ker je dejansko pri njih cashback možno uveljavljati. Zato sledi več prometa in učinkovito oglaševanje, ki prinaša jasno boljše poslovne rezultate. Torej, presodite sami, kaj bodo trgovci storili. Plačali in upali po klasičnem marketingu, da bo kdo prišel k njim, ali raje plačali, ko je pri njih promet že ustvarjen. Brez dvoma se bodo odločili za to opcijo šele takrat plačati marketing, ko je promet ustvarjen in Cashback Solution program preko Cashback Worlda dejansko to vrstni denar vrne potrošnikom, kar pomeni, da dejansko ugodnosti so tukaj na 3 stvari naslonjene, torej tako za uporabnike, zadovoljstvo za partnerje, ne nazadnje zadovoljstvo za ljudi, ki so pomoči potrebni, ki seveda dejansko v projektih dveh fundacij že torej avtomatsko se pomaga. Vsakih 37 sekund se vpiše nov potrošnik, vsakih 10 minut globalno novo partnersko podjetje in vprašanje za podjetnike. Zelo enostavno vprašanje. Koliko zasluži podjetnik, ko njegova stranka gre k njegovemu konkurentu, ko nakupuje drugje? Odgovor je zelo preprost. Popolnoma nič, ampak to je mogoče. In to je mogoče z Cashback Solution programom. Cashback Solution program malim, srednjim in mikrotrgovcem omogoča izdajo lastne brendirane kartice, cashback kartice, ki ne deluje samo pri njih, ampak deluje globalno na 5 kontinentih v več kot 47 državah. Kartica po meri partnerskega podjetja je tisto, kar postane zelo interesantno. In verjemite mi, da vsak trgovec bo obžaloval dan, če je njegova stranka odšla iz njegove poslovalnice brez njegove kartice, brez njegove cashback kartice. Zakaj? Odgovor je zelo preprost. Maso potrošnikov dejansko trgovci tako in tako že imajo in če naj na nek modern način omrežijo, postane tukaj zanimivo, namreč tovrstni uporabniki, ko prejmejo strani trgovca informacije, da lahko tovrstno cashback kartico, njihovo cashback kartico uporabljajo drugje, dejansko jo bodo tudi pričeli uporabljati za gorivo, elektriko, telefonijo, potovanja in tako naprej. Posledica tega pa je, da dejansko izdajatelj kartice, v tem primeru trgovec in torej lastnik, prejme 1% od prometa, ki se odvija ali pri njemu
ali druge. In v primeru, da bi nek partner, nek trgovec izdal zgolj 500 kartic, bi to pomenilo pri 500 evrih prometa pasivni prihodek 2500 evrov mesečno, kar pa predstavlja prihodek tudi, ko poslovalnica ne obratuje. Zelo interesantno in verjamem, da ena plača urejena v podjetju Trano lahko omogoči nekomu, da je napram konkurentu bistveno bolj ugoden, torej bistveno bolj tudi prodoren. Torej, ko govorimo o Lyconet Wordu, pa govorimo o poslu, ki ga bodo seveda nekateri med vami dojeli, nekateri pa tudi ne. Govorimo o prednostih, ki jih ta trenutek imate danes vi. Praktično vsa podjetja na tem planetu, tudi giganti, največji trgovci na planetu, nikoli ne targetirajo 100% publike. Torej, Red Bulla med vami ne pije vsak, prav tako ne uporablja vsak Adidas, prav tako ne vsak vozi Audi in prav tako ne vsak uporablja Apple. Kljub temu, da so to giganti, ki služijo milijarde evrov od prometov, ozke targetne skupine, govorimo pa tukaj o targetu, ki ga lahko vi dejansko ustvarite, namreč govorimo o vseh potrošnikih tega planeta, ki morajo jesti, piti, točiti gorivo in definitivno jih zanima pri istih stroških sedaj tudi nekaj prihraniti. Vprašanje je zelo enostavno. Ali želite profitirati od globalnega prometa vsakodnevnih nakupov? Po domače rečeno, tudi ko vi spite, se na drugi strani luže, verjeli ali ne, nakupuje. In dejstvo je, da imate tukaj možnost po pasivnih prihodkih. Kaj torej lahko storite? Postanete tako imenovan Lyconet marketer in kot Lyconet marketer lahko omrežite svoje prijatelje, znance, sodelavce, kolege, poslovne partnerje in seveda prinesete pravilno informacijo in ker jo razumejo, oni zdaj prihranijo. Prihranijo cashback in prihranijo nakupovalne točke, s katerimi torej ugodneje nakupujejo. Zagotovo so zadovoljni. Pa naredimo primer. Vaš prijatelj, ki ste mu podarili tako imenovano Cashback World kartico, sedaj nakupuje pri eBayu ugodneje, kar pomeni, da dodatno prejme cashback in shopping pointe. Zagotovo je zadovoljen. Drug prijatelj dejansko nakupuje mogoče pri AliExpressu, tretji mogoče toči ogromno goriva, četrti plačuje elektriko in tako naprej in tako naprej. Vsi so zdaj zadovoljni, ker prejemajo cashback in shopping pointe za akcije in popuste, pa vendarle tudi oni to želijo privoščiti svojim prijateljem in znancem. Ne vsi, nekateri več, nekateri manj, pa vendarle se zadeva bo zaradi kvalitetne informacije z vaše strani pretočila povsem avtomatsko. Indirektni potrošniki, torej od prijatelja žena, prav tako nakupuje mogoče v Millerju, naprimer, ali pa ne vem v Šparu, ali pa ne vem, je doma iz, ne vem, recimo poljskega tržišča, pa bo nakupovala, ne vem, v Carrefourju. Nepomembno. Pomembno je, da se ustvarja promet in zaradi prometa ste vi direktno in indirektno nagrajeni s tako imenovano prijateljsko nagrado v višini 0,5%, kar pa pri 500 izdanih karticah direktno in indirektno za vas pri 500 evrih pomeni že več kot 1250 evrov permanentnega, pozor, pasivnega prihodka. Pomislite, če nekdo mora garati 40 in več let, da pride do pasivne pokojnine, če sploh pride, lahko zdaj v mesecu, dveh, treh ustvarite konstantne prihodke iz naslova ene stvari, ki se nikoli ne bo nehala in to je nakupovanje in prejemate pasivne prihodke, ki so lahko bistveno višji kot pasivna pokojnina po 40 letih. Seveda o tem boste odločali sami. Informacija, ki je pa zelo pomembna za vas, ukolikor je razvoj pretoka informacije pravilen, se bo zadeva razširila neomejeno, preko držav bo preskakovala tudi kontinente in seveda nekje v globini ne morete preprečiti partnerju, da bo nekje v Avstriji, v Ameriki, v Nemčiji, v Pragi, kjerkoli že razdeljeval kartice in omrežil svoje potrošnike, ker je razumel bistvo same ideje. In na ta način se ustvarja nakupovalni volumen. Vi kot klasični marketer seveda bi lahko iz naslova shopping pointov prejemali dejansko dodatne prihodke, zbirate tako imenovane shopping pointe mesečno, vendar kot marketer do teh shopping pointov in dodatnih bonusov, ki so z njimi povezali, seveda nimate prihodka. Nimate dostopa. Govorim namreč o 1% na promet, ki se odvija globalno po vaši krivdi. In predstavljajte si, če bi do tega imeli dostop. O kakšnih denarcih se na tej točki pogovarjamo. Kaj je potrebno storiti? Preprosto prejmete informacije strani vaših uplinov, kako postati premium Lyconet marketer. Ta koš
bazen, kakorkoli ga želite poimenovati, se vam odklene in avtomatično skozi praktično še dodatnih 16 bonusov, poleg 2 potrošniških, dejansko profitirate iz naslova globalnega prometa nakupovanja. In mogoče čisto za en primer, vkolikor se bi v globalnem prometu po vaši krivdi razvoja zbralo mesečno nekje cirka 150.000 shopping pointov, bi to za vas pomenilo karierno stopnjo 5, in ko govorimo o karierni stopnji 5, govorimo o cirka 3 do 9.000 evrih dodatnih prihodkov zaradi vsakodnevnih prometov nakupov, ki jih ljudje tako ali drugače moramo izvajati. Nekdo bo omrežil svet, ali boste to vi ali ne, odločate sami. Dejstvo pa je, da kot premium Lyconet marketerji imate sedaj eno neverjetno prednostno informacijo, namreč kot premium Lyconet marketerji, small oziroma big business, lahko ta trenutek prisostvujete pri prometu clouda. Kaj pa to v praksi pomeni? Cloud projekt je projekt, ki ga pelje družba worldwide, namreč z velikimi projekti, govorimo o največjih med največjih, ki jih bo do konca leta globalno že več kot 60, ima družba plan osvojiti 900 milijonov uporabnikov. In če govorimo o 900 milijonih uporabnikov, in vemo, da v višini 1% shopping pointi padajo v tovrstni oblak prometa, govorimo o dejansko 900 milijonih shopping pointov, ki bodo enakomerno razdeljeni med seveda tiste ljudi, ki se bodo odločili malce bolj resno sodelovati v kariernih napredkih. Kaj boste torej storili vi? Ne vem. Vem pa eno stvar zagotovo, da vkolikor ste postali marketer, nemudoma kontaktirajte vaše upline in si priskrbite vstopnico za naslednji mega event, kjer bo 15.000 ljudi iz celega sveta prejelo prednostne informacije, kako sodelovati ne samo v projektu clouda po priority boarding opciji, ampak kako sodelovati v projektu X, ki se bo vpeljal v letu 2018, nekje junija meseca, in ta projekt prinaša dodatno ljudem, ki so seveda določeno delo opravili, najmanj 1 milijon ekstra prihodkov. Zdaj, če to je ali ni zanimivo za vas, ne vem. Na vašem mestu bi dejansko izkoristil priložnost, šel to pogledat in seveda potem presodil, ali je to za vas resno interesantno ali ne. Torej, po Sloveniji in Evropi imamo številne dogodke, kjer lahko prejmete še več informacij. Obrnite se na vaše prijatelje, ki so vas kontaktirali, opravite to brezplačno registracijo, ki so vam jo ponudili, vprašajte jih, kako zdaj postanem Lyconet marketer, oziroma po domače, kje prejmem več informacij. Iz Be Better tima vam želimo, da čim prej pridete na ta board in ne pozabite, tovrstni board ima omejeno količino mest. In če ta mesta za Torino zamudite, potem ste zamudili največjo priložnost globalno, ki je vezana na čisto vsakega potrošnika na tem planetu. Iz Be Better tima vse dobro, najlepša hvala in čim več zdravja vam želimo. Nasvidenje.